Živjo. Upam, seveda, da boste radodarne s komplimenti. Mi smo tisti igrali, mislim, da 400-krat. Domen Valič ali Klemen Janežič? Klemen Janežič. Zakaj? Kaja Skreges. Ja, ti bi domna, ne? Ne, kako pa je dejansko to med igravci? Ker, ne vem, vi se ljubčkate, vi pač na odru prikazujete seks. In meni se je enkrat, mislim, jaz sem bila takrat še poročena in sem se komi zadrževala, ampak čisto sem zgubila pamet. Kako narediš to? Ja, narediš, ne, tako kot vse. To pa nisem bila nikoli v življenju. Da bi morala eno žensko poriti proč, pa njenega tipa vzeti. Ker vsi seksamo, mislim pač neverjetno vsi. Eni bolj malo, trenutno. Eni več. Ja. To sploh ni tu, Ker ne bi. Ali pa tisti, ki ja, ne bi. Tisti dnevi v mesecu. Hej! Živjo. Spet smo z vami, a ne? In danes, za razliko od zadnjič, znova v ženski družbi. Tako je. Jaz sem vedno ful vesela, ko pride ženska. Pač se imam rada, moške. Ja, ampak Jaz imam rada. drug energije, če smo samo ženske, se mi zdi. Pa ne Ja, pravim, da meni je je slabši ali Ja. boljši. Ja. Samo drugačen. Ja, drugačen. ja. Zdaj Živjo, dobrodošla. Živjo, hvala. Da si prišla. Danes smo gruntale, kako bi te predstavljali, prav spisek je. Ja. Kaj lahko človek pove o tebi? Ja. A res? To bi Ja. pa res rada slišala. Ker tu mi je pa, tako kot si ti rekel, da imaš rada žensko družbo, tako imam jaz neskončno rada ženske. Upam, seveda, da boste radodarne s komplimenti. Ampak to, jaz, če me ženska pohvali, jaz bolj verjamem, kot če me moški Ja, res je pohvali, to. no. Res je Ja, to pa je res, ja. Ful kritično. Ja. Ja. Ampak tudi To tvoj veste. življenjepis, pa govorim, kaj vse si že v življenju počela, od igralskih, voditeljskih, pisateljskih, nemaš ta nema, zdaj je na odru, nova predstava je. Bordel. Ne bordel. Ne, ja, ženske to je brez filtra, televizija. oziroma Zakaj brez jaz nisem bila zadržkov. povabljena? A nisi povabljena? Ne, A res? da igram, mislim. A ja, da igraš? Zato, ker nimaš izkušenj. z Ne, tem ne, veš, področju, kaj tukaj res. sem jaz bila tudi povabljena, tako da jaz pri produkciji oziroma pri tem Ranko me je povabil, Ranko Babič, ne, in, oziroma verjetno tudi kakšna, mislim, da je tudi Tina Gorenjak pri tem, ki je dosti, botrovala, ki sva midva prijateljici in sva midva že delali 5žensk.com. Ja, To je sem pa gledala. to je bila pa 20 let, je že skoraj, ali pa 15, no, ne vem koliko. Ampak to je bila taka prva ženska predstava in jaz sem tam prvič stala na odru, tako da sem gledala v živo ljudi dol, ker drugače mi dramski igralci stojimo na odru, pa je mislim, pa je, mi rečemo temu četrta stena, tako da se ta stand-up touch sem takrat prvič doživela, tudi moje druge kolegice in so se zelo bale, a veš, mislim, ker to gledati v oči dol je drugačko, ker ne. Zakaj mi jaz bi crkala? Ja, zdaj sem tudi jaz skoraj, mislim, prvič, ampak mi smo tisti igrali, mislim, da 400-krat in jaz sem imela tam en prizor, ker sem v štajerščini govorila in so me ženske ljubile. In mislim, to je ena izjemno dobra izkušnja, lepa izkušnja in takrat sem se nehala bati tega stika živega z ljudmi in tako naprej. Po moji akademski karieri je to pridalo še dodano vrednost. No, Super. bomo pa zihar zdaj pogledali tudi ženske. Zdaj pa že je vse razprodan, glih dan sem gledala datume. Mislim, to je pop-up teater, ali kako se reče, ne? Ranko, če že nisem Ja. v predstavi, bi se 4 karte zrihtov. Ja, to pa dej, no, Okej, to no, bomo Kaj je pa. vezna podprima slovensko kulturo, pa kar kup kar. Pa se biče je razprodano. Ja, pa Ja, ne, pa bo zihar še kakšna repriza. Ja, točno. Jaz mislim, da ne bo Hvala več, veš, lepa, jaz sem hvala je lepa. Ranko hvala. videla škrt, tako da. Ne. To me je hvala, kako ti je ime? Kaja. Kaja, no, Kaja, lejte, mislim, Kaja je povedala en zelo droben detalj, ne. Če so karte 15 evrov, te na v vraku vzel, če jih kupaš. Jaz sem za, da kupam. Ja, Jaz sem mislila, da je ali pa ne razprodan. vem, 20, a veš, To je se tako še da v hecu, kupati? ampak ja. Jaz bom samo eno stvar povedala. Moj Ja. najljubši slovenski band so Flirti. Mi smo tudi nastopili v njihovem videospatu in so Aha. napovedali križanke za 2025 in jaz sem kupila karte. Nisem prosila, Ja. pa veš, da bi roko izrihtal. Tako da Ja. sem kupila, tako da podpiram. In bi Ja. tudi to bi kupila, sem videla, da je razprodano. Če je tako, bom jaz res poskusila. Ona je rekla, da si škrt, ne jaz. Meni pa te Ja. rekel, da si škrt. Jaz tudi, ko grem, na primer, svojo knjigo grem
Zdaj ravno jutri gremo v Kostanjevico in tako svojo knjigo, ne? Pogovori, ki so mi spremenili življenje in se pogovarjamo, ne? Jaz to res zelo rada grem. Ampak jaz moram, če nesem tja knjige, jaz moram svoje knjige v mladinski knjigi kupiti in jih tja prinesti. Tako da to niso to, mislim, to ni pravljica. No. Fenica, ti spremljaš. Ja, jaz se zdaj spremljam v novi seriji. Ljubezni. Moram reči, da je ful dober lik, Dolores. Ali vi kaj poznate? Jaz še nisem gledala. To je v bistvu prvi bordel v Sloveniji, ki je legalen. Tako. In Zvezdana tam igra eno od nekako dam noči, ne, delal spolnih delavk, kako, ne? Tako. Mislim, in meni je všeč, ker nisem dobila ponavadi tako kliše, ne, ženska v mojih letih bo šefica, ne bo več delala tako, ne. Ne. Šefica je druga, jaz lahko še vedno delam. In sem vedno pripravljena. To je ta samozavest, ko jaz hočem imeti. Vse boš doživela, če boš delala na sebi. Ne, pa moram reči, ful huda je drugače v tej seriji. Prav una mačka. Prebrala sem, a lahko vem, koliko si stara? Ja. 63? Ne, 65. 65? Ja. Ne bi rekla, no. Ja. No, sem pa za začetek, da se mečkano gremo, sem pripravila eno igrco zate. Ja. V bistvu gre se pa takole. Ti si Dolores, oziroma pač lahko si tudi Zvezdana. Ja. Zdaj je Zvezdana. No, zdaj je Zvezdana, ampak odgovarjaj kot Zvezdana, ne kot Dolores. Ja, okej. In delaš v tem bordelu Hiša ljubezni. Ja. In v čakalnici imaš dva znana Slovenca, med katerima boš mogla zdaj izbirati. In ti lahko zbereš. En je zate, en je pa za Zalo Đurić. No, jaz si bom dala primere, ti pa zbereš kjerga. Okay. Ampak pol pa rečemo reči, da kot Dolores zbiram, da se malo odmaknemo čiste realnosti. Obe izberi sta dobri. Ja, obe izberi sta dobri. Same dobre sem zbrala. Ok, dober. Pa da nam koga užalila. Ja, zakaj? Ja, ok. Zdaj se veliko ljudi poznaš, ne? To je res. Ok, sigurno si že kdaj slišala za brata Piletič. Ja? Ok, a nej ali Rok? Ampak se jih ni v dveh, se pa ne spomnim, kjer je starejši? Rok. Ta temen. Ta temen, mlajši je pa bolj svetu. No, pa ta starejši. Ta starejši Jaz se Rok. strinjam. Ja. Rok je rato tako hud v zadnjem, Rok, ti si tako hud rato v zadnjem cajtu, res, prav dober to je. Veš, on je tipičen primer za lepi. Vesna Zanč prišla do mene z vikendom na revije, vikend je rekla Barbie, naslov, ki bi Piletič. Lej, koliko je dober rato v zadnjem času. In ga je, jaz sem tako, Isto sem rekla za Bojana Cvetičanina, od Joker Out, ko je začel. Takrat se spomniš, ko so bili že ful pri nas, par let nazaj, pa to, zakaj je ker mulo. Tako, pač še vedno mlad. Ampak tako prav ratuje, z leti ratujejo boljši in boljši. Moški se starajo kot vino, ampak tudi ženske. Tudi ženske. Ženske ne smemo pozabiti, da velja za nas isto. Ko bomo me to ponotranile potem bo tudi tako zares. Ko smo vmes prijazali, ste nasleden. Ok, sta pa dva igralca, malo mlajša. Domen Valič ali Klemen Janežič? Klemen Janežič. Zakaj? Kaja Skregis. Ja, ti bi Domna, ne? Ne vem. Zato, ker Klemna poznam, ker mi v drami delamo, mislim, on je srečno poročen in je prekrasen, res dober človek in odličen igralec. Domna pa malo premalo poznam. No, mislim, tako je pa luškan, ampak če že mi daješ na izbiro, pa da tako na... Ja, ok, ja, valjda, če bolj ti bi... In mislim, da je tudi... Jaz ne vem, kaj bi zbrala, ampak bila sem pa... Če moraš, Kaja, no, pa nekaj sem povedal. Lej, tako bom rekla. Ne poslušaj tle zgodbo v zadnji. Mi smo šli v gimnaziji v 4. letniku, ko smo imeli Ano Karenino za maturo, smo šli gledati gledališko predstavo in je igral Klemen Janežič in je bil na odru tudi precej pomanjkljivo oblečen. Pa bi si želela videti še več. Res? Ne, to bi bilo dobro, jaz sem bila v prvi vrsti, lušta ni bilo. A se pa v Ani Karenini spomniš, ko je ena ženska za začetku pride gor na oder? No, to sem bila pa jaz. Ena čarovnica. Ena čarovnica. Mora je Janežiča gledala. To sem hodila zdaj povedati, jaz sem vedela, če bo. Ok, gremo, imam še. Zdaj pa dva malo bolj zrela moška. Sebastian Cavazza ali Juri Zrnec? Juri Zrnec.
Zakaj? Zanimivo. Zanimivo, ker ponovadi kavacov pevajo kot tega alfa Šarmerja. samca, šarmerja. Ja. Veš kaj, jaz sem se teh alfa samcev in šarmerjev naužila v življenju, ne? Tako da jaz definitivno več na to ne bom padla. Jure je pa fenomenalen tip, mislim, on je tako ranljiv in tako človeški moški in on ni noben frajer, tudi njega zelo dobro poznam. Sebastiana poznam, sem delala z njim in je super in tudi tak intelektualci in tako. Tu bi sicer, se pravim, pri vseh izbirah, razen pri prvi, ki fanta Piletiča res ne poznam, pri teh bi se vseh težje odločala, na tukaj pa najtežje. Ampak kljub vsemu mi ta toplina in človečnost Juretova, ne, zelo, mislim, če bi se že, majko milo, kaj bojo rekle njihove ženske, ampak to je sam igrac. Oprosti, a ti zdaj odgovarjaš kot Zvezdana ali Dolores? Ja, sem res. Ker odgovarjaš po videzu ali kolikor jih poznaš? Veš, to je zdaj ful pomembno vprašanje. Kot Zvezdana. Ja, kot Zvezdana, ne? Okay, Ja. nisem več vedela. Iz svojih izkušenj. Kaj bi pa izhajaš. Dolores med kavaco pa? Ja, Dolores bi pa verjetno rodil. Veš kaj, Dolores je dovolj brihtna, ne? Kjer ga ona bi verjetno izbrala unga bolj na fizično, ne? Ker veš, ima Dolores rada fizično akcijo, da se je ne da kaj dosti pogovarjati, ne? Pa bi bilo verjetno njene izbire malo drugačne, ja? Roba prid. Ja, the best, ja. Ok, pa še zadnja, pa med tvojima soigralcem v Hiši ljubezni, Matej Puc ali Gregor Gruden? Oba vaju ima rada. Ker ga bi Dolores brala, šefa ali... Zakaj Dolores zdaj Zvezdana odgovarja? Ja, tega Gregorja, ne? Gregor. Ja, Puc je preveč nežen za njo, ne? To ona... Tako, ne. Drugač pa ste oba dva tudi v redu, no, mislim, jaz ne vem. A veš, ampak nisi pa nobenega povedala, ki je meni v resnici. No, dej. Ja, no, Ne, to pa nam povedala. Zakaj? Ne bom. Jaz sem še vedno tista stara šola, da če je meni nekdo všeč, da ne upam povedati na glas. Nisi nikoli naredila prve poteze? Kar moško. Ja, ne, 2-krat sem. In kako se je končal? Dober. Ja? Poročila sem se z njimi, tako da ne... zdaj Mislim, pa še- nisem se, enkrat sem se sam poročila, Poročila, ampak prvič, ko v bistvu ne, nisem jaz na tak način, kako bi rekla, da bi se hotela pretvarjati, pa tako, ampak meni je v resnici iskreno, neroden reči na glas, kdo mi je všeč ali pa mislim, kadar mi je res kdo všeč. Ne? Zdaj ti je res nekdo všeč. Ja, da mi je res takrat skrivam. Ne? In grem mimo njega, tako kot pri 11 letih, bolj mi je bil všeč, manj sem ga gledala. Ja. Lahko sem namigala. Hard to get. A je to znana osebnost ali je to pač nekdo randomly? Je to ena znana osebnost. Ampak ne A bom iz povedala. politike? Ne. Iz igralstva? Estrade? A je pevc? A lahko samo ugibamo, ker je zabavno ugibati. A je pevc? Ne bo več povedala. Ne, kako pa je dejansko to med igralci? Ker, ne vem, vi se ljubčkate, vi pač na odru prikazujete seks, ne vem, a se zaljubite? Čeprav ste, ne vem, mogoče poročeni v zvezi, ampak je prišlo do tega, da mogoče je pri tebi, ampak da ste se zaljubili v svoj igralec ali pa da je bil mogoče kraš, una simpatija med vama. Mi se imamo zelo radi med sabo, večina. Oziroma tako se mal, kako bi rekla, veš, tako pasem skozi. Se veš, vedno te vleče k enim ljudem bolj, k drugim. Ja, okej. In tako zelo se veliko dotikamo, zelo si moramo zaupati in tako naprej. In se vsake toliko časa zgodi, če igraš neko vlogo, pa če je zelo intenzivno študij, se pravi, in tako, da neki gang naredi, ne, in meni se je enkrat, mislim, jaz sem bila takrat še poročena in sem se komi zadrževala, ampak čisto sem zgubila pamet, ampak je bila taka težka igra, res težka. Zdaj me boste vprašali, kje pa nam povedala. Ne bo. Ne, ampak je bila res to taka težka vsebina in jaz sem se kar naenkrat znašla, če sem se z kolegom, s katerim sva igrala, skrb sam gledala in sam vlekala na nje skrb. In pol nikoli nam pozabila, ker je mož prišel domov in mislim, cele dneve smo bili v teatru, nisem mi dal več iti domov, doma sem imela otroke in je mož prišel in je rekel, prid sem in jaz grem in me tako obrne proti kuhinji in reče, no kaj je to, kaj je kuhna, ne? Pa me obrne k kavču, kjer so moji otroci sedeli, kaj je to? Jaz sem rekla, ja, otroci, kaj pa je, ne? Je rekel, in ti si cele dneve v teatru in jaz pravim, ja, če moram, ne pa to. Je rekel,
jutri je premjera, 14 dni ti dam, da priješ k sebi. 14 dni ti dam, da priješ k sebi. Ker smo Dober me je. res odnašali, ja. V bistvu sem mu bila na nek način hvaležna, ker je razumel, ne, da me je odpeljala vsebina, čeprav s tistim soigralcem sem še vedno je nekaj med nama, ne, eno strašno spoštovanje, eno strašna taka posebna neka energija, ki ni umrla samo zaradi tega, ker nikoli ni bila uresničena. Ampak zdaj me kako vseeno to, ko je Lara vprašala, kako, ne bom rekla, kako se ti sprijaznaš, to je tvoj job. Jaz sem se vedno sprašvala, ne vem, pač ker sem jaz mogoče ta karakter, pa če si ne predstavljam, da bi videla svojega partnerja, da se lupčka z eno, Ja. boh ne da seksa s kero, čeprav meni je vseeno zaupanje, Ja. pa vem, da je to vaš poklic, vaš igralski poklic, ampak nekako se ti soočaš, ti mislim, da to rata tudi tebi del vsak dan, to je služba, pa priješ domov, če ne zrastejo čustva. Ne? Ja. Ampak kako pa se partner, kako pa ti dobiš kot igralka, ne govorim pa, spoznala si moža, sploh lahko, mislim, a nimajo issue s tem. A veš, kako je lahko enemu random Petru navadno, da ti ali z njim se pomojčkaš, pa greš pa seksat, pa tam seksaš lahko, naprimer, kot igralka z nekom drugim, čistko, brez čustev. Mislim, No, se ne seksa zares, ne? Ja, pač Poleg tega si pa tudi... intimen, Dosti si ja. intimen. Ja, po moje, noben čist najlažje tega ne gleda. Mislim, kolikor imam jaz, se jih vprašam, tudi ker jaz nisem zdaj partner, ne? Ja, vem. Tako da, jaz mislim, in tudi te predstave, moj mož, jaz sem se pa ločila z njim ja. čez mnoga leta, ampak ni šel, jaz sem nekaj ne id gledati, brez veze, ne? Ker so bila rezvenih, niti ne v nekem kojtusu, ampak v tako tekst. Drage moje, če bi vi slišali tekst, pa jaz sem, tekst je bil tako, ki ga tudi tle ne smem ponoviti, a razumeš, mislim, da mi ga, pa tako, pa vse, pa pa to. In jaz sem se tekst učila v gozdu na glas, da sem lahko sama sebe slišala, da sem se sprijaznila s temi besedami, da niso vulgarne, ker sem jih morala povedati skozi ljubezen. In jaz sem hotela znati povedati nek pornografski tekst, ki bo zvenel tako, kot je na poezija, kot čista ljubezen. A veš? Ja. Tako da to niso, mislim, to so kar veliki izzivi. Jaz se spomnim, jaz sem prvič, ko sem rekla tisti tekst na glas, mislim, me je bilo sram, ker je bil, mislim, pritlehen, pornografski. Jaz sem pa ga hotela ta prizor, mislim, tako smo se pač zmenili, kot dokaz največje ljubezni, kjer je enakovredno meso in duša in čustva in energija in tako naprej. In zato je tudi verjetno tako močno vplival ta soigralec name, ker nisem mogla tega narediti brez vsega tega. Ampak veverce so pri nas znale ta tekst. Se verjetno, če bi bil kater drug igralec, verjetno bi bila enaka čustva. To ne vem, to sem se večkrat vprašala, ker vem, nikoli pa me noben ne vpraša, kako pa je takrat, ko moraš, naprimer, postanni prizor igrati s kom, ki ti ni všeč, ki ti sploh ne diši. Razumeš? Ja, in ti, naprimer, ti sploh ni z ust nekaj prihaja, ki ti ni všeč. In ti moraš biti živ in takšen z njim. Kako narediš to? Ja, narediš, Kakšen je tvoj tako proces? kot vse. No, ampak tako. Zadnar! Ne, za denar. Zato, skozi kecamo, ker je čisto proti temu denarju. Ne narediš narediš zaradi tega, ker si projekt sprejel, pa boš ga naredil, ne. Težko je. Mislim, jaz sem v mladosti enkrat skoraj bruhala. Pa sem se pa navadila, pa sem se pa itak tako malo že počasi začela izogibati tem sploh kakim preveč slečenim prizorom, pa to, ker ko so moje fantje odrasli, postali 15-16 let stari, in so me pol enkrat v drami, ko so šli v šolo gledati predstavo, videl, je prišel moj sin in je rekel, mama, prvič in zadnjič, nikoli več. Je rekel, ubil te bom z lastnimi rokami, tam zadavočil še enkrat na odru, ki je pokazala. Pa se nisem jaz dosti slačila, ampak enkrat sem tako ležala, niso se videle moja prsa, ne, ampak samo vršički, če sem ležala na odru, ne. Ampak jaz nisem računala, da bo moj sin in sošolci gor v uni loži mene dol gledali, ne. Tako da od takrat naprej sem se v bistvu, če si je že kdo kaj zmislil, se nekaj jaz ne morem, mislim, dokler so moji otroci s tem ne strinjajo, dajmo nekako tako narediti, se da še verjetno kako drugačne. Ok, ja, sej to je kar smart solution. Ampak tako, a si kdaj ima probala razložiti pač, zakaj delaš to, kar delaš, pa da to ni v bistvu nič tacga, da to je del. Oni so to
Mislim, to, kar si mi zdaj rekla, oni so s teatrom se rodili, preko mojega mleka so vse to doživljali, z mano so bili na odru, mislim, ko jih nisem imela kam dati, so bili v moji garderobi, na snemanjih in tako naprej. Pol v puberteti se verjetno nek premik zgodi. Se veš, mi svojih staršev ne moramo videti kot seksualne, mislim, nekaj seksualnega, ne? In jaz sem to razumela. Se zdaj bi mi že verjetno ne bi nič rekala. Ampak čeprav jih moram še kdaj pa kdaj spomniti, ne? Mislim, vi veste, kaj vse moram, ne? Ker se včasih jezijo, veš, kaj? Jaz sem tudi na teh družbenih omrežjih mal. Jaz sem to začela takrat, ko sem imela oddajo, da me zanima, kaj ljudje mislijo, pa tako, zato sem začela komunicirati, ne? In pol, ko me zdaj vidijo, naprimer, gor na kakih teh družbenih omrežjih, jaz nimam Instagrama, nimam Facebooka, pravi, ne, naprimer mi pravijo, ti pa na tem visiš. Jaz se kdaj so starši res slabši, kot ta mladi. Moja dva sta tudi skozi, pa pravi skozi to na TikToku, pa skozi scrollata, vsakeč, ko prijemem. Ne, jaz na TikToku sploh nisem, ampak in tudi nisem toliko zelo, ne bom. Zarečenega kruha. A ja, se zato sem rekla. Ne, ampak nisem jaz, mislim, jaz sem, a veš, še moje prijateljice, mojih let so non-stop na telefonu ali pa zdaj sem bila v Peruju, non-stop so slikali, jaz sem nekaj ste nori, sem ucrknila samo od tega slikanja. Nekaj je treba tudi videti, pa tukaj noter shraniti, ne. Tako da jaz nisem toliko zelo, sam pa, ampak res je pa tudi še nekaj, ne. Pejte gledati moje vsebine, jaz sem kol ne tako, nekaj tako objavljam. Jaz pač, če imam kaj zapovedati, grem gor pa povem, ne, dam se tudi v kopalkah gor tako za hec, izinata. Kaj pa ne? Jaz sem te postokala danes. A ja? Ja, sem te pofollovala, tako da. No, dobro, hvala. Zadana ful zanimivo življenje, jaz bi bila z veseljem en dan v tvojih čevljih. Sigurno. Se dolg čas ti pa res ne bi bilo. To verjamem, definitivno, ker ko prebereš stereotip, tako kot je že Vesna rekla, se kar niza, pa ne ena in ista stvar v različnih oblikah, ampak milijon različnih izkušenj. Ampak si ti lahko zamisliš, kako so mene in moj mož in pred leti tako ljudje sekirali, ker je meni bilo toliko stvari zanimivih, ker sem hotela to, mislim, se o tem prebrati to, delati to, tretje. In so rekli, ne, samo eno stvar moraš Zvezdana delati, samo v teatru in nič drugega. Mislim, mene pa še toliko drugih stvari zanimali in to je bilo nekoč grozen, ne. To je pomenilo, da si površen, da si nor, no, skoraj rahlo, ne. Tako danes pa tale multitasking, ne. Zadnje, ker si ženska, če je moški to delo, je bilo sprejemljivo. Ja, seveda, ja. Samo oni itak tega niso sposobni. Oni mislijo, da so. Ne, multitasking ne, mogoče, ja. A veš to, da oni že znajo mogoče 10 računalnikov, pa kaj tacga, ne. Ampak, a veš, to so vse škatlice, pa tako me pa od tukaj skočiš tja, obesiš perilo, napišeš stavek, sem do sem, naprimer, v blatu, na vrtu, zvečer me prije ona soseda pravi, nimaš danes zvečer premere? Ja, imam, ja. Ja, a res, kdaj pa? Ja, ob 8, ja, koliko je pa ura? Ja, 5. Ja, a se nošla nohte del? Ne. Ob 6 skočimo po tu, džing, dang, dong, 1 uro. Koncentracija, gremo na oder. Pa smo kraljica. In tako naprej. Kako dobro. Nisem tega. Pa se upam, da nisem moške. Užalila se, oni so pa v tem, kako grejo, vzamejo puško v roko, postrelajo pol sveta. Veš, jaz sem res kritična, ne? A veš, zaradi tega, ker danes... Ja, tako je. Ja, res, no, misliš, da bi bilo to gvon, če bi bilo to odvisno od žensk. Verjetno bi bilo nekaj, ker nekaj žensk še vedno ni prebojenih, ne? Mislim, še vedno je veliko žensk, ki bo tebe reč zadavila in tebe moža vzela, zato ker je edin na svetu, ne? Ker da jih ni milijarde okrog, ne? Mislim, jaz nisem tega naredila v življenju. To sem pa prebrala. Ja. Imaš pa kar strong, kako se reče, močno mnenje imaš o tem ovaranju, oziroma o tem, da bi vzela moškega, ki ima že družino ali ki je že zaseden. Ja. To pa je dan se mi zdi redka kvaliteta žensk.
Pa daj, no, da ti ne moreš nas, jaz ne razumem, jaz veš, če se ne razumem, ti sama sebe, glej, jaz nisem imela ne vem kakve velike samopodobe, zdaj pa čez neko samopodobo imam, ker sem si jo prigarala. Ampak, a veš, da bi pa, nisem bila pa to, pa nisem bila nikoli v življenju, da bi se jaz sebe tako malo cenila, da bi morala eno žensko poriti proč, pa njenega tipa vzeti in pol to energijo mazati in ne vem, kva še vse za koga, pa se jih je res tam toliko velik, zakaj je mogla glih tega med. Ker v tistem hipu, ko bo on šel od nje, tudi men to lahko naredi. Adijo si, s takimi se ne mažem jaz prstov. Ja, točno to, kar se rekla. Jaz bi skusil vrtinko, bo tudi mene pustili, Ja. ker druge pa... Ja. So znali veliko takih bo. primerov, ko so tako naredili. Da so moški pustili moje kolegice in pa so isto našli naprej in isto se je zgodilo naprej. Seveda, ali pa svoje Vsaka najboljši bila poštena. prijateljici, naprimer to. Pa lepo te prosim, se toliko ne moreš zadržati. Pa, mislim, pol pomeni, da ti v bistvu sploh ne spoštuješ sebe, a veš? V bistvu, ne? ja. In seveda to, da se ženske premalo spoštujemo, vse to ima res veliko zgodovino. Nihče nas ni kaj dost šljivil, ne? Veste, kje smo morali biti, mislim, čemu smo bile namenjene. Tu pa tam se je kakšna pametna Kleopatra, pa kakšna še najdla, ki je pa jih malo res okrog grizla. zavrtela, ne? Ampak danes imamo pa vse šanso to narediti. Biti, mislim, toliko samozavestni in tako, da si svoje življenje postavimo tako, kot je treba, pa da ne bo pomote. Jaz sem bila 30 let poročena in nisem bila na koncu, mislim, moj mož je mene ves čas varal, ne? In točno tako, zato tudi vem, kako je to boli in kako sem si jaz trudila to družino obdržati, mislim, z vsemi 4 in 30 let ni mal. Jaz sem mislila, da mi bo uspel, ne? Ga prepriča, da sem jaz najboljša, pa edina, pa tako. In sem bila vse. Čudovita kuharca, čudovita, ne vem, kaj še vse ni. A veš, to pač tak način je bil, mislim, ne govorim o tem, da bi on bil slab moški, ampak tukaj me je pa stalno izpostavljal prepihu in jaz sem se skoraj zgrudila, vam moram povedati. Zgrudila v tem smislu. Mislim, zgubljala sem samozavest, tudi jaz svojo samovrednost in tako naprej. In tako da on je danes srečen, mi se dobro razumeva, jaz sem srečna ampak jaz si tega ne bi nikomer privoščila, ker vem, kako to boli. Namreč tudi laži, tudi pretvarjanja. A veš, mi imamo, ko si v zvezi, velikokrat hude izzive, ne? Mislim, ja, jasno. Dobro je, da si jih priznamo, da se ne delamo, ker jih ima čisto vsak. Meni se zdaj, zaradi teh pogovorov, ne, veliko ljudi se obrne k name in mi pove zgodbo. Nisem še srečala para, ki ne bi imel kakšnega sranja. Tako da, mogoče prvih par let pa tako, ampak pa pride, ne? Krizno obdobje. Ampak, a veš, toliko pa le spoštuj, da tist, kar rečeš, ali pa se greš te poliamorije, to pomeni, da se dva, jaz, zvezdanca moja, jaz ne morem imeti sam tebe, bi imel še 3, a sva skupaj in jaz bi rekla, ne, in bi šli naprej, ne? In si ne bi nas zamerali. Mislim, ko sem jaz imela to oddajo o tej poliamoriji, mislim, takrat so dva skoraj na križ prbili, ne? Jaz sem pa hodila jaz sem pa ljudem dala samo za razmislek, kaj je boljše, da živiš v eni zvezi, ki se ves čas drugmu lažeta, ali da si poveste po resnici, ne? Pa če že... A veš kaj, zdaj sem se nekaj spomnila, pa je čist off topica, ne? Ampak ena ful zanimiva stvar se mi je zgodila v Sarajevu, ko sem bila, ne? Pač v tem, bom rekla, muslimanskem delu, pa nič, zdaj ni to povezano z vero nekaj, ampak eno debato smo imeli, ki mi je tip rekel, ja lej, pa se pri nas, pa ne, dobro, ne v Bosni, ampak recimo v teh bolj, dajmo reči... Južnih držav? Skrajno islamskih državah, ne? Je tako, da itak ima en tip lahko več žena, še 3, ne? Pa jaz sem se ful zgražala, to je bilo 10-15 let nazaj, pa kako, pa če imaš eno, pa si zvest eni, pa imaš enega, pa samo enega ljubiš, pa mu posvetiš svoje življenje. In me on tako gleda, res, prav spomnil se onega njegovega, pa mi je dal za misel, ciničnega pogleda, pa rekel, a res, a pri vas je pa ful dobro to, enemu ste zvesti, a ne? Ne, vi imate enega, ali pa vaši moški imajo eno, ki so je kao zvesti, pol pa varajo, pa se gonijo vse posod, se ne zdaj ne velja za vse, pač tisti, ki to delajo, ne? Je rekel, pri nas je pa eno pravilo, se pravi, toliko ljubic imaš, toliko žena imaš, lahko jih lahko preživiš. Se pravi, jaz imam 4, za katere skrbim, plačujem za otroke, plačujem za njo, sej on ni zagovarjal tega, da ne pomote. Sem pač rekel je, in vi to ful obsojate, ker ste naklonjeni tej monogamiji, pa eni vezi, pa eni ljubezni, pa sem z enima, ne? Delate točno isto. Sem jaz moram za 4 odgovarjati, pa 4 bom preživljal,
vi pa eno, pa 3 ostale nategujete. Ja, pa one so sprijaznjene s tem. Ne, Pa one so, mislim, zdaj, to so zdaj ful dolge. Oziroma, vsaj vejo. Kako nam se zdi to čudno, da tam je to dovoljeno, pa v bistvu se, če tako pogledaš okrog, skoraj vsaka, smo se že enkrat pogovarjali, pozna koga, ki je varal ali bil prevaran. Se pravi, ni to tako daleč, sem drug sistem je. Mindset. Ful dobro temu smo začeli, namreč, da bi nekaj moralizirale brez veze. Mi smo se pač odločili za, seveda, to družina, ena žena, pa to družina, to je itak v bistvu krščanska izmišljotina, zato da ostane zemlja, ekonomske razloge in tako naprej, ne? Ker so bile te družine prej, nekoč še več, mislim, so bile še stare mame, stari, mislim, širše in tako naprej. Mi se lahko vse dogovorimo, a veš, nič ni treba, mislim, tudi obsojati unih, ki se grejo več ljubja. Ampak jaz sem hotela to povedati, da si ti resničen, iskren, takšen, kad se kažeš, zdaj tukaj takšen sem. Se pravi, jaz imam gube, jaz nimam botoksa in sem ena zelo redkih, nimam nič tukaj noter in sem ena zelo redkih in bom tudi tako ostala. Ni glih najlažje, tako včasih se pogledamo in rečemo, ne, a boš zdržala, boš ne šla si dati nekaj tukaj noter ali pa karkoli. Ne, bom. Zato, da preizkusim, a veš, a sem jaz, res lahko jaz v kompletu. Ne, 95, 5% pa sem malo drugačen. 5% mi bojo pa dal kakšni nekaj. Ampak imaš lepotne popravke kakšne? Ne. Če reka, da nima nič. Nimam. Kaj pa je bilo, Vsake čas. ko se je pisal za povečanje prsi? Ne, za povečanje prsi. To je bilo, takrat sem pa jaz bila v eni oddaji, kjer sem jaz podpisala, da se bom cela prenavljala. In ker bi jaz morala imeti nekaj se dati odrezati, sem šla pa jaz k tej čoklovi, ne bom nikoli pozabila in sem videla, kakšne težave imajo ženske s tistimi velikimi prsi, kako je to. In takrat sem jaz si dala v bistvu pomanjšati oziroma za 1 centimeter dvigant prsi. Ne, nič nimam notri, ničesar noter, samo zato, da smo se pol veliko pogovarjali o tem, da ti ni treba 5 kil na eni strani nositi pa 5 kil, da se to da zmanjšati, ker sem iskala neko stvar, ki bi bila, da bi se dala nos zdaj, mislim, da nekaj, kar bi tudi jaz lahko prenesla, da ne bi imela občutka, nekega hudega posega. Pisala, da bom nek poseg naredila. Takrat sem tudi edinkrat dobila botoks, tukaj pa nekaj te hialuronske ali ne vem kaj še vse. In sem jaz, če pogledam danes tiste slike, kar naenkrat takole sem bila, a veš, takole sem gledala. Mislim, drugi niso videli, jaz sem videla in jaz se nisem mogla gledati. Jaz se nekaj z tega ne morem, žal ne morem. Ne. No, če se to počutiš, se prav. Se prav, točno tako delaš, to govoriš, da delaš tako, kot se počutiš. Ja. Nič jaz ne, tudi to spet, da ne bo pomote, jaz ne obsojam. Redke so, ki tudi rečejo, jaz sem na botoksu in tako naprej. Meni je najbolj težko za tiste, ki to skrivajo in ki bi jim mi morali, zaradi ki delajo kakšna dela, da bi jim mi morali verjeti. Ker v hipu, ko jaz vidim žensko, ki je čist pač tako in ti govori nekaj, si ves čas mislim, sebe očitno ne moreš sprejeti, učiš nas pa fajn stvari nas učiš, ne? Samo ti sama vanje ne verjameš, ne? A veš, to je tisto, ne? In zato bi jaz to prvoščila ženski, da verjame sebi. Namreč še nekaj, že spet je tukaj ta samospoštovanje, pa koliko daš nase. A veš, a vi res mislite, da boste zato, ko boste stari 60 let pa imeli 3 gube, da vas bo imel zaradi tega kdo manj rad? Tisti, ki vas bi naj imel? Drugače, to je res, to se strinjam. Recimo, jaz sem že javno povedala, da sem bila parkrat na botoksu, ne, Barbi, ti si tudi rekla, da ti ni panike reči. Ampak to ni zato, da bi me imel kdo rad. Moj sploh opazi ne. In ko ne gre. Ampak je fora bilo, se pravi, jaz sem rodila 3 leta nazaj, bila sem zelo neprespana. Jaz sem se kar naenkrat ful dobro počutila, polna sem bila življenja in se mi je zdelo, da moj obraz ali pa moje počutje ne odraža tega, ker se mi je zdelo, da izgledam 100 let stara. Jaz se nisem dobro počutila. A je bilo kaj boljš? V mojem niti ne. Mogoče je bil placebo, ampak jaz sem to naredila zaradi sebe. In to pač
3krat v 10 letih, se pravi, to ni redno. To ni to. Ampak govorim, ker se mi je zdelo, da takrat, da so se prav tako, ko damo ženske, ne, rdeče štipke, rdeče šminko, se mi je zdelo. Da jaz nič ne moraliziram. Ampak je problem točno to, ko si rekla, kot to delajo zaradi nekoga drugega ali pa zaradi sprejetosti. Veš kaj, ti se zdaj vprašaj, ki si sama zdaj rekla, če imaš botoks pa tako naprej. Ti se zdaj spomni tega občutka, a veš, ko si se dobro počutila. Namreč v resnici mi komuniciramo z energijo. Meni je to Planinšek, ki je umrl, on je bil moj prijatelj, on je meni rekel, stokrat je to spet na botoks. Sej viš, le jaz imam, vidiš, ne? Ampak hočem reči, se tudi jaz vprašam, pa pa se to malo, pa ne. Zato, ker je on sam meni rekel zvezdan. Pa sem rekla, kaj ti jaz nisem všeč, je rekel, ti si fenomena. Ne sem rekla, zakaj pa me pol to kličeš? Pa mi je pa rekel, glej, se je res, mi se na 30 metrov zavohamo in z energijo mi komuniciramo, a veš, to zaradi, in potem pomeni to, da ti sam verjameš v to svojo vrednost, v to moč te svoje energije, v tvoj šarm, v tvoje veliko srce, v tvoje znanje. In potem manj misliš na to. Ker tudi, ko je igralec, dokler je mlad, pa misliš, kak zgledaš, pa na filmu, a veš, kolikokrat, jaz sem na filmu, ko snemam, zanalaš, nočem iti gledati tisto, kar posnamem, ker ve, da bi se non-stop popravljala. Non-stop bi jaz to popravljala, pa ponavljala, ne. Ne gledam, zaradi tega, ker vem, kako sem kritična do sebe. Ampak, a veš, dokler ti kljub samo nekaj rabiš neke slike, ki si jih ti ustvaril in odzune, to ljudje čutijo. Čutijo. In zato, ne, čutijo. Če pa ti v resnici tole delaš sam tako, sem tja. Meni je bil to kar rdeča šminka. Presežem, da sem se isto počutila. Prav zdelo se mi, da bi vsakega tam na ulici lahko pobrala, takrat pa bi bilo verjetno ena prej. Ampak, a veš, kakor pa je pa rekla Zvezdana, je pa problem, da ti priznaš. A veš, zdaj se priznaj, da to delaš, ne pa da so... Ti priznaj, kot da sem samomor. Ampak ne, so pa nekatere vplivnice, znane osebe, ki ne priznajo, mislim, ne povejo, in pač dejansko nekatere najstnice mislijo, aha, pač ta je naravna. Jaz se pa pol primerjam. Ne, ali pa to, drage moje. To je problem, Ne bi pa tega nikoli promovirala ravno tega, kar si rekla, ker te gledajo pa mogoče kdo, ki nima čisto razpucano pri sebi. Se pravim, meni je to kar rdeča šminka, vsake tok cajta, ki gre ven, se pa še zrihta, da to miniče nekaj, a ne. Pa je to pač tak lušen dodatek, ampak... Pa še nekaj, naprimer, zdaj to vidim, da tudi na teh družbenih omrežjih, to so vse filtri. Jaz sem enkrat delala z enimi bolj tako entertainment, se pravi pevci pa tako, ne, in jaz, ker sem tisti videla, jaz nisem sploh videla, da obstaja to, ker si oni pa zožajo, pa podaljšajo noge. Vse kakva, a te nič ni strah, da te je pa v živo videl? Ja, pa nisem. Ne vem. Zdaj pa bom pa spunce sam še nekaj povedati. A se vam zdi, da bo ta svet, kjer je vse sprejemljivo, se pravi te laži, te podobe, ki sploh niso resnične in vsa ta želja, da bi bili 100 let mladi vzgledali, to je vse nenaravno. A mislite, da bodo v takem svetu srečni? Bodo naši otroci, moji vnuki srečni? A veste, to mi gremo od bistva proč. Lepota pride od znotraj in tega je treba naučiti prihajajoče generacije, ker se mi zdi, da to malo pozabljajo. Točno to, veš, pa se vedno bolj govorijo, da zaradi tega, ker so pač otroci tukaj na telefonu, oziroma ker gledajo tukaj. Ja, nisi več tukaj v centru, ne? Ki so suhe, lepe, postavne, vse enake učke, usta, noski. Zaradi tega anksiozni in so že pri 14 zelo nesrečni in še bolj nesamozavestni, kakor pač... Pa že me smo se počutili, recimo, pa takrat ni bilo to grešeno. Tako da veste, verjetno ste mame vse, ne, oziroma boste, to poskrbite zaradi tega, ker človek brez dotika, brez tega notranjega stržena, to je, res, tukaj se znamo zlomiti človeško, ne? Veš, nobenega nič več ne briga, kako se ta počuti, kaj misli ta, jaz si bom povedala, moje mnenje velja, to, kar bom jaz rekla, sploh se ne slišimo in tako naprej. Ne vem, če nam bo to prineslo srečo. Jaz sem zdaj pa že toliko dolgo na svetu, da to lahko rečem, da mislim, da to ne bo prineslo sreče. Kaj je tvoje največje vodilo v življenju?
Da nikoli ne delam drugemu tistega, česar jaz ne bi želela, da bi meni kdo drug delal. Ne? To je, mislim, da taka osnova dobra, se pravi, jaz želim, da bi z mano ljudje dobro delali in jaz delam ves čas dobro za ljudi. Ne? Nekaj me je prešinilo zdaj. Si pa enkrat naredila nekaj sebi, kar pa marsikdo sebi ne bi naredil. Veš ti, o čem govorim? Ja, si kar mislim. Si kar mislim. Ti ne. Daj mi prosim povej, za vse tiste, ki ne vejo, kaj zdaj jaz razmišljam. Vsi smo videli, kaj si ti takrat spila svoj lastni urin. Svoj lastni urin, tako. Ja. Zakaj, s kakšnim namenom, točno, kakšni so bili občutki, najprej to odgovor, pa tem pola prej. To ni bila moja, to je še iz tistega obdobja, ko sem bila na Dobro jutro, ko sem tudi to operacijo, pa to, ja. To je bilo res zelo nazaj. Meni je rekel moj urednik, ki je fenomenalen, Rok Smoles, midva sva skupaj tudi knjigo pa napisala, in je rekel, a bi ti popila, mislim, tam imamo eno ajurvedsko zdravnico, pa a bi ti, naprimer, šla skozi isto aromaterapijo, ali kako se že reče? Aromaterapijo? Ne, aromaterapija. To je nekaj drugega. Ne vem, gledam ta terapija z urinom in če bi šla, sem rekla, zakaj pa ne? Tako na hitro, mislim, jaz sem pripravljena, mislim, kako bi rekla, mene ni strah nekih novosti. Okay. No in pa me je pa ona poklicala, gospa, in je rekla, to jest, pa to, 3 tedne, nič, to, pripravite se, da boste lahko svoj urin spila. In da zakaj je pitje urina? Urin je v bistvu, mislim, čist, nobenih bakterij nima noter, pa to, kar ljudje mislijo, ne? In razen, če nisi bolan, ne? V glavnem ti moraš seveda prej vse jesti in tako in da... Urin v bistvu dobrodejno vpliva na telo, razstruplja in tako naprej. V glavnem dobrodejne učinke ima sploh za kožo. Naprimer, ena moja prijateljica se je s tem umivala en let, meni se zdi, da je, mislim, kar cvetela. V urinu so se kopali kitajski cesarji, kraljice in tako naprej. Vse to ni, mislim, ima vso pokritje. Tudi zaradi hormonov, tudi zaradi hormonov, urinov mladih fantov in mladih deklet. Razumeš, so si to ljudje mazali po sebi in tako naprej, ker to je vse, mislim... Antiseptik je pa je, ne? Ja, tako da je, mislim... In potem je pač prišlo do tistega trenutka, ko sem jaz imela z njo intervju z gospo in je rekel, pa so šla pa na WC, pa je rekel, a boš, je rekel, se ne rabi Zvezdana, se ti jaz lahko dam jabučni sok noter, ne se lahko, ne. To smo se danes pogovarjali, če si imela jabučni sok. In jaz sem rekla, veš kaj, če sem se zdaj že 3 tedne trudila, jedla, ker ti ne smeš jesti mesa, mislim, ne smeš piti kave, ne vem še česa vsega. Jaz sem se zdaj trudila, pa... A zdaj mislim, da probam, kakšen je to pač moj urin. A me bo vrag vzel, ali kaj? Ti se v bistvu na rano polulaš, če so to božje babice rekle, če ni bilo nikjer blizu, da se polulaš na rano, ne, ker jo dezinficiraš in tako naprej. To je kao, Vesna rekla, da je mit. Ampak ne vem zdaj. No, ampak jaz si šla. In jaz grem in sem spila in ko sem tako dala, ko sem malo začutila ta von, sem rekla, boš, mislim, ker ni bilo glih fajn. Drugač pa spiješ, ker spiješ, vse del sebe spiješ. A se na koncu, ne vem, zakaj bi se nam to tako zelo gravžalo. Mislim, kdo si je spet zdaj zmislil, razumeš, da se nam more tudi naši izločki tako zelo gravžati. Nam se izločki dojenčka ne gravžajo, ne? A je tako? Komu? Pa tudi tu pa tam, kde je kjer fajn smrdi, ne? Ja, komu, no, ja, ampak, a veš, malo se je treba pač soočiti z vsem tem, malo premisliti, zrelo, ne? Ampak si bila takrat deležna ful kritika, ne? Mislim, mene so 2 let vlačali, tudi vsi stand-uperi, to je bil za njih, Jaz se pa, a veš, da to moram povedati, nisem sekirala niti 2 sekundi. Zaradi tega, ker to je samo tisti, ki so se res norca delali, so samo pokazali kaj, da nič ne vejo, da so neizobraženi, da niso, mislim, in da so še toliko Ko pa mi je danes? Indiferentni. Ja. En požir pa šlo lažje. Ja. Pa povej, kakšne apelinkovce, tako kot v starih cajtih, ali kaj bo? Boljše. Ja, ne? No, glavnem, da so tako pišmeuhovski, da so si niso šli niti prebrati. Mislim, koliko tisočletno zgodovino ima urinoterapija, kaj vse pomeni in kako naj bi zdravili celo ene vrste raka, nekaj oziroma pomagala blažiti in tako naprej. Lej, če si ti misliš, kakšen frajer si, ker nič ne veš, pa.
bo ta hraja. Prosti, moram reči, kako ti je pa bilo, ko si spila? To sem hvala, da se sprašala. Kakšen je okus? Ne, okus je, to sta bila 2 šluka, okus je tako kot, mislim, nimam pod nekega posebnega okusa. Mene zanima, Ferbec me matra, sem ne bi šla glih probat, pa ne zato, ker bi, ne, ampak... Ja. Ja, neč ne obstojimo, sem pač ne bi šla probat, se tudi, če kaj drugega ne bi šla probat, Ja, drugega, ja. zato vprašam, kakšen je okus, po čem ima okus. Kazan sem se pogovarjali, po čem ima moška sperma okus, recimo, Ja. to pač ni najboljša na svetu stvar, meni osebno sem rekla, Mislim, da smo se vse strinjali, no. no, da pač ni... Okusna, no. Okusna, pa ja. tu nekde ni glih najbolj okusno. Ni pa tudi najslabša Brez stvar na okusa je svetu. v bistvu Okej. mal grenkasto. Veš, kaj je tisti trenutek, ko sem jaz to pošiljala po svojem grlu, seveda, razumeš, so tudi v meni ustali vsi tisti predsodki, vsa tista vzgoja, fuj, ble, pa tako naprej. Jaz sem se v bistvu bolj s tem soočila, kot z nekim okusom, ker tudi v hrani imaš, naprimer, kakšne okuse, ki jih pač ne moreš. Slučajno niso, ja. Okay. Zakaj pa se mora človek tako pripravljati na to, recimo, da bi lahko spil svoj urin, pa ne jesti mesa, pa kave, pa to? Ni da učijo v preživetju v naravi, da pač, če ni drugega, urin. Ja, ampak zato, da bi mi se šli prav urinoterapije, se pravi zdravljenje, pomeni tudi to, da ti olajša, namreč, če ti ne ješ mesa, pa take močne, pikantne hrane, urin nima nekega okusa, nima takega vonja in je tudi del na nek način, ki ti pomaga v vseh primerih. No. Okay. A pa to si naredila enkrat ali večkrat? Enkrat. Okay. Jaz sem se pa sicer tisto poletje, ker se pravi, ko sem lulala, sem si dajala na obraz in mislim, se pravi, mislim, to... Zanimivo. Je imel kakšen učinek, tako mislim, kakšen... Ja, res dobro deluje na kožo, no. Mislim, jaz imam prijateljico, ki je to delala en let. Pa ful bolj pocenka vse drage kreme. Res je. Ja, res je. No, ampak moraš tako, srednji curek pa mora biti, mislim, moraš paziti seveda, da nimaš kakega vnetja pa tako naprej. Ampak jaz sem videla na svoje oči, jaz sem to 14 dni na morju delala, ker se veš, zraven vode, pa to lažje nekako delaš, ampak jaz sem videla na svoje oči, mislim, kožo tretirano z urinom. Se pravi, srednjim curkom, ki kot del urinoterapije. To pač ni glih tako, kot ker se mi po kmečk mislimo, zdaj sem pa malo uscal, pa bo malo tako, veš. Ne, to je tako kot zdravilo, mislim, vsa naravna zdravila rabijo čas, rabijo nek postopek in tako naprej, ne. Okay, zanimivo. Ja. Kaj, če ti si ful pristaš naravnega, da ti to probiš pa na botok šla? Jaz skoro vse probavala, ampak sej, lej, ne vem. Ja, ga moraš drugače dati kaj prej na test, najbrž kakšen svoj Ja, ti moraš vedeti, da si zdrav, ne? Ja, okay. To se pravi, da mislim, če se odločiš, je fajn, da najprej vzameš knjigo, prebereš si to zgodovino urino, 6000 let je stara, to je del ajurvedske medicine, ker vsi vemo, da je definitivno dobra, ne? In potem, ko to vse prebereš, dobiš tam vsa navodila, kaj in kako, se pravi, ne gre kar tako na hojladron. Okay. Za danes imam še eno vprašanje, mogoče, ko smo mi punce štartali ta podcast, je bila ideja, da se imamo 4 punce, v bistvu tako kot vsi ljudje na tem svetu, pravico pogovarjati o temah, ki se jih pogovarjamo, ker je naravno, da se pogovarjamo, ker vsi seksamo, mislim pač neverjetno vsi. Eni bolj malo, trenutno. Eni več, Ja. to sploh Ampak ni tu nikar ne bi. Ali pa tisti, ki ne bi. Ne, ampak da v bistvu, spomnim se sploh Barbie, da je ful bila zadržana, da ni vedela, če bi šla zraven ali ne, glih za tega, kaj bodo rekli, pa kako se boš počutila, ne? Zraven, pa otroci, pa jaz imam tudi otroke, ki si prej rekla, ne? Ampak glih za to, ker vem, da si ženska, ki ruši tabuje in kar ruši predsodke, a ne? In jaz sem rekla, pa mater vola, sej tle nisem slečena z nogami narazen, nisem v gangbangu, pač pogovarjam se o vsem, kar ljudje počnejo. To je moje mnenje, seveda to ni nujno, da se kdo strinja, s katerokoli od nas smo si različne, ne? Ampak in ful doskrat nas vprašajo, pač, vsaj mene vprašajo, a tebe ni nad strah, kaj bo tvoja hčerka, ki je zdaj stara 3 leta, rekla, ko bo videla, o čem sem njena mama govorila, po kaj se zinila. Pa sem si mislim vedno, tazga nisem rekla. Zdi se mi, da imamo pač, pogovarjamo se. In prav je, da se pogovarjamo, ker odpiramo teme. In druga stvar, če bo njen edini problem v življenju to, da njena mama butala na podcastu, da oralno seksa najraje v prazniki, ki se jih drugače malo ne da, pa res nima problema v življenju. Dobar je prišla čez življenje, če bo to njen največji problem, ne? Ja.
Pa še nekaj, kar takoj ti povem, definitivno kot starš ne? Definitivno, tako da vsi, ki si želimo biti idealni starši, jaz sem že se poslovila od tega, od te želje, sem se že 3-krat svojim sinovom opravičila za vse, da nazaj ne morem nič popraviti. Tudi to kar proč s temi idealizmi. Dva se srečata, pa bel princ na belem konju, pa vse to. Dajmo reči biti izobraženi, vedeti, kaj to pomeni par, kaj to pomeni dogovor, kaj to pomeni, različne jezike ljubezni obvladati, vedeti to, vedeti uno in s tem ustvarjati svet in ne se toliko zelo želeti biti, kaj jaz vem, idealna mama, pa idealni oče, pa idealna igralka, pa najboljša igralka, pa najboljši voditelj, pa ne vem, kaj še vse, ne. Ampak zato smo te debate odprle. A je to, na koncu sploh ne gre več le za seks, gre za odnose. Ja, tako. Gre za odnose. Ampak moje vprašanje, 2 vprašanje imam. Če bi se, ko si bila ti stara, recimo tako kot Lara in Kaja, ki sta cca 25, a ne? Če bi se 4... Skupaj, ja. Poprečje. Če bi se, recimo, 4 punce, se pravi, ti pa 3 tvoje prijateljce, ne vem, 40 let nazaj odločile, da boste takole debatirale, pa da bi šlo to nekam na javne, koliko se je tle spremenil? Kaj bi se takrat z vami, kaj misliš, koliko se je zamenjalo, ko si bila ti najstnica ali pa ne vem, v 20, 25, pa danes. Danes se lahko pogovarjamo, še vedno. Zaenkrat se lahko še, ne? No, povej. Ja. Ne, niti slučajno se ne bi mogli tako pogovarjati. Že pred, se pravi, koliko je 7 let, kar sem jaz imela oddajo, naprimer, ko sem jaz začela mojo to oddajo, ne, dragi moji, je bilo že narobe. Že je bilo to reči narobe, danes si govorijo, dragi moji, ne, do pozdravljeni, dragi moji, pa tako, ne. In meni se zdelo, zakaj bi bilo pa to narobe, če nekomu rečeš, dragi moji, jaz se danes vidimo, danes smo začetko, kako komuniciraš. Ni, mislim, v mojih časih, ko sem bila jaz toliko stara, se ni govorilo o ničemer. Ne o duhovnosti, ne o odnosih. Bile so te pravljice, a veš, da bom jaz srečala princa na belem konju in midva bova celo življenje živela srečna in ti boš morala biti mama, ki se bo razdala, ali pa tudi ne, na koncu, mislim, ker je bilo že dosti feminizma takrat, ampak kljub vsemu nismo se pogovarjali o bistvenih rečeh. Jaz, pa ti moram še nekaj povedati, jaz sem živela v gledališču, mi se v gledališču od moje mladosti naprej pogovarjamo o resničnih stvareh, in se lahko pogovarjamo o vsem. In zato sem se jaz morala tudi od zunaj zelo držati nazaj, da nisem izpadla čudna. Ker so nas dolga leta mojega življenja imeli igralce za malo vse veš, ne, malo. A veš, ker smo bili zaradi tega, ker se je čutil ta svoboda, ki smo jo imeli, jih je motila, ne. Kljub vsemu pa v moji mladosti, ko sem jaz bila toliko stara, je bilo pa nečesa več, kot je danes. Mi se danes vsem lahko pogovarjamo. Mi smo imeli pa takrat vero v ideale, v dober svet. In smo, se pravi, ta manjko, da nismo veliko teh stvari vedeli, imeli voljo, imeli vizijo, imeli, mislim, za nas nisi mogel plačati, z nobeno službo, z nobenim stanovanjem. Mi smo šli čez vse. A me razumeš, to je bila razlika. Zdaj pa se mi vsem lahko pogovarjamo tukaj na kavču, veste, to je tako pa tako, ne? In tako pa tako. Kaj pa se zunaj spreminja? In zato pravim, kako pomembno je tisto, kar govorimo, tudi živimo. A veš? To se pravi, vse, kar se vi punce tle pogovarjate, kar se jaz pogovarjam z vami in kar ste se pogovarjali in kar se še boste, odneste na cesto. To! Se trudimo. To naj bo naš cilj vseh vas. Ja, točno. Naj gre to ven in to je treba živeti. Vse drugače pa čist brez veze. Ker na kavču se lahko dobivamo še naslednjih 100 let, zunaj bo pa vedno slabše. Pa se smečkamo, pa delamo. Ja. Kaj pa seks? Ko si bila ti pač stara, ne vem, 20, hipotetično, danes se ali pogovarjajo
sicer ne v živo ponavadi, ampak prek telefona, ali pogledajo stvari, ali si preberejo. Konec koncev, dajmo, tudi internet je zelo dober ver informacij. Ne bomo vedeti, da sem pluval, super je, da ga imamo, a ne? Jaz tudi mislim. Si lahko pogledajo. Včasih vem, prebrala sem, da ste bile 3 prijateljice, ki ste imele neko verižico, katera bo prva zgubila nedolžnost, pa ste videli, katera je zmanjkala, ker se niste upale niti povedati. Ampak kako si se pri tem kaj naučil? Mislim, kako si pa hudičo, evo, vedel, kam moraš delati. Zdaj sem tako rekla, kot da si stara 150, ampak vse me zanima. Lej, jaz sem seveda zelo povezovala to, da bom jaz zgubila nedolžnost in da se bom jaz dala dol, ljubila s fantom, ki ga bom imela rada. In tako sem tudi naredila. Ne? Okay. Tako da me, prijateljice, smo se že pogovarjale med sabo. Informacij pa nismo imeli. Moja mama se z mano ni pogovarjala o tem. Jaz, ko sem dobila menstruacijo, naprimer, sem se jokala, ker sem rekla, leke, mami, kaj se mi dogaja, ker mi ni nič povedala, na dan zgrejo eni na pico, pa se veselijo menstruacije in tako. Tako da jaz, veš, kako ti bom povedala? Jaz sem mogoče z enim učem, tudi tu pa tam, kde je kakšen porno film, ki je bilo do njih zelo težko prijeti, videla tako mal, takole smo hvatali, pa smo se pa kar mal sami trudili, ne? Pa kar mal sami pač to, jaz se, naprimer, nikoli nisem, jaz sem se pol že v zrelih letih večkrat rekla, no, pa dajte meni tiste porno, da bom videla, koliko je to zdaj, da bom, kaj jaz vem, ne? In jaz mislim, nočem nobenega užaliti ali pa nič, tudi moralizirati nočem, ampak jaz meni daš čisti porno film, jaz še mogoče prve 2 minute, 1 minuto se mi tako začne nekaj mal premikati, a veš, tako da mi je seksi. Pol, ko pa jaz začnem gledati dum, pa jaz rečem, pa ste nori, kva pa mi je, nam to gledala, razumeš? Mislim, mislim pač, le, jaz... Se zdaj je tržišče toliko polno, da se najdejo tudi taki, da bi bili dobri. Pa so mi rekli, da obstajajo tudi za ženske, pa sem tudi pogledala to. Pa sem to pogledala, pa tudi, razumeš, jaz sem igralka, jaz vem, kva je tam na una hodi, pa neke bleščice, pa ne vem, kva še vse, mislim, to je vse. Ne vem, no, mislim. Jaz imam rajši tisto vročino, ko se dva začutita in jaz sem imela dober seks. Mislim, majke, nisem imela res dober seks, da meni tega res nikoli manjkalo. In moram reči, da je bila zelo razvajena, zato sem zdaj malo na dieti. A si imela ga je ful slab seks, evo. Pa ne govorimo o imenih, ampak tako, da si mislila, da si pa ti skončala. Sem imela enkrat z enim, ki ga nisem niti ne vem, kako dobro poznala, ful me, mislim, ne vem kaj, in se spomnim, kako je bila takole ura gor na steni. Sem takole gledala, koliko je še 5 minut, še bo. In se, mislim, pa dobu, da gledam na uro in rekel, kaj pa je? Mislim, se zasekiral in nisem ga hotela užaliti, ne. Zakaj ne, Gledam, da bi bilo še dolgo. Mislim, to so mali cirkusi, ne. A je to zato, ker energy verjetno ni špilo, a ne? Ali tehnika ni špilala? Ne, jaz brez energy ne mogu. Mislim, meni je to tako zato začutim in ker to jaz tehnično to začutim kot žival, a veš, seks je vseeno ena primarna stvar, ne, to je seksualna energija, je fenomenalna, ne, in jaz, če tega ne začutim, ni šanse. Poleg tega še zdaj sem bila, mislim, velikokrat vidim zdaj tudi, a veš, te erotične masaže, mislim, te ne erotične masaže, te tantrične masaže, ful veliko se govori o tantri, pa tako, ne. In jaz, ko zdaj gledam, a veš, jaz točno vem, kaj je seksualna energija, jaz vem, kako se pržge, tako to čutim. Me vidite, ne, jaz sem od nekde to imela, a veš, in to sem skrivala, tako da sem se črno oblačila in ne vem, kaj še vse. Ampak nikoli nisem izrabljala. Jaz nobenega moškega nisem nategnila v življenju v smislu, da bi se nekaj delala ali pa da bi preko seksa do česa prišla. Ampak še nekaj, jaz sem svojo seksualno energijo znala in še znam zdaj preobražati v svojo ustvarjalno energijo. Kadar jaz nisem imela dobrega seksualnega obdobja, sem jaz to vse tako kot zdaj. Jaz sem tako ustvarjalna. Sprav, če pa nisi ustvarjalna, pomeni, da je pa dober doma. Pa dobro doma.
Evo, tako je. Še eno ali drugo. Ja, ampak to je čarobno. In namesto raznih masaž in tem, da si želiš, da te jak dol, pa ne vem, koliko se vse že ponižujemo za to. Ne. Mislim, ti preko, tudi ta kundalini joga, ki seksualno energijo dviguje v življenjsko energijo. Ne misliti, da je to samo bum, bum, pa tum, tum. To je kreativna energija in če to znaš pretvarjati v kreativno, ustvarjalno energijo, si najsrečnejši človek na celem svetu in zato so tudi ljudje zdržali brez seksa in ustvarjali knjige, pisali, kipe ustvarjali in tako naprej. Zato od verjetno tudi to prihaja nesrečen, žalosten, zapuščen človek naredi največja umetniška dela. To bi jaz rada ljudem povedala. Ne, to kdaj mi že, daj me dol, prosim. Pa se ne vem, kaj še vse delati. Tukaj noter, zberi to energijo. Nauči se jo kontrolirati, nauči jo dvigovati. To je, Kako to razlagaš? Jaz bi ti kar zaploskala, veš. Ja. Ne, je ena taka ogromna teža v tej energiji, ki je pač... Želim, da bi bilo več žensk takih. Ja. A veš, ker sploh pa, to zdaj sploh nima veze s tvojimi leti, a ne? Ampak ko si rekla, pač, koliko si stara 65, stari moj, pol jih je pri 65 že na pol, same sebe so tja postavile, ne mi. Ja, Se jih je dalo že na pol za eno nogo v žaru ali pa v krsto, a ne? In je tako, zakaj človek, ker imaš točno to ti manjka. Aktivno delati na sebi, ne samo fizično smislu, ampak mentalno. Ti si lahko star 80 let in to čutiš v sebi. In zato so tisti ljudje za to seksualno energijo tudi tako živi, a veš, ti moraš znati s tem delati. Upokojence imajo kar težave, veš. Pa je, ja. Jih morajo kar narazen. Jaz pa slišala, res. Probleme imajo, stepajo se. Spet za moškega, za gospodo. Pač slišala. Nimajo, ni tako malo. Dolgčas jim pa ni. Samo zelo veliko je pa tudi takih, ki žal pač nimajo, ki so se obupali. Ne, jaz sem to bolj rekla, veš, za tiste, ki naprimer, ki vem, da je veliko osamljenih ljudi, ne? In mislim, si želijo in vidijo rešitev v teh dvojinah, v tem, da se te nekdo dotakne, tej seksualni energiji. Mislim, mi imamo na voljo tudi te tehnike oziroma ta znanja, da lahko to nekako umilimo, ne, in slej, ki prej, a veš, če človek odprt, ne more biti več ali manj san. Poleg tega še nekaj, ne, jaz sem ful z ljudmi, ampak gor na uni kmetiji, oziroma jaz sem zelo rada tudi sama. Jaz na morju grem včasih kam daleč po obali in jaz tulim od sreče, ker sem sama. In komuniciram s kamnom in komuniciram z rožico. Včasih, naprimer, se ustavim zjutraj, pa kjera moja roža zacveti v stanovanju, rečem, smrkla, kdaj si pa tako lepa ratala? Oziroma, veš, ni ljubezen in seks samo ena na osebo. To je cel odnos do življenja. Vse je ljubezen, vse je seks, vse je erotika. Se pravi, Klemenka, jaz sem dan z rožicami se pogovarjala, ne bi to žaljena. Tako. Noč mislila, jaz sem si zdaj končno potrdila, da nisem čudna, jaz se tudi rožem pogovarjam. Hvala, ker si prišla, ker si bila naša gostja. Ja, hvala. Hvala. Jaz sem mogoče za kamero malo bila zdaj preveč intenzivna, ampak to bi rada tudi Ampak delila. nas si inspirirala, mene si inspirirala. Tako bi rada tudi delila, se mi zdi, da je Zdaj to tudi mi bolj. pomemben. Ne, se prav, lej. Je. Tako da... Jaz bi še za zaključek sem še to povedala, ni zdaj to naš generalni pokrovitelj podcasta je Lelosi in vedno imamo neki pač njihove cotice, trenutno imajo Black, ker se približuje Black Friday in seveda so rekli, da bojo eno darilce tudi zate zrihteli, tako da evo, ena malenkost iz njihove strani zate je Black, danes nisi Black. A veš, da sem prav 2 dni nazaj gledala glih Lelosi, se reka, kje pa imajo trgovino, jaz bi pa imela nekaj. V Ljubljani v BTC-ju. Torej, hvala lepa Lelosi. Samo ampak upam, da ti bo všeč, tako da, že pogledala. Ena majčka je. Če pa ne bo tudi posta prava, pa lo zamenjamo. Ja, tako. Boš Majčke pogledala. imajo. Tudi majčke. Okolje obrnjeno. Tako pa je, taka, mogoče zdaj bolj decembrska, evo, sploh. Krasno. Se blešči, ja. Hvala lepa. Z veseljem. Jaz sem rada črno barvo. Jaz tudi, zelo. Tako da, se vidimo, gledamo naslednjič, upam, da ste kaj fajnega odnesli, pa da vas je inspirirala. Tako kot nas. Fantje pa.
Ja. Fante tudi inšpiriram, veš, kako se jaz dobro z njimi razumem. Mislim, ker imam sinove, ne? Zato Ja. Valjda. Tisti dnevi v mesecu.